Dobro jutro. Dobro jutro. Se da ven potegne. Kar ven potegne. A dela? Dela. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja, pred kom bi moral trepetati. To sem molil takrat. Psalm 27. Verjamem, da bo tudi tedaj danes zapel, videl sem odvajal. Zahvaljujem se vam najprej za molitveno podporo takrat, leta 20, leta 21, pa tudi v 22 še mnogi molite za me. Hvala lepa. Nepredsedljiva je. Amen. Hvala Bogu za to priložnost, da lahko danes govorim z vami, tole pred vami, pred tako množico. Govoril bom pa najprej o grdih stvarih, ki se nam dogajajo, pa bom pokazal zgodbo iz Svetega pisma, ko so se take stvari že dogajale in kako je Bog našel rešitev za take čase. Tomaž Halik je zdaj novim škofom predaval v Rimu. Med njimi sta bila tudi naša mlada škofa Maksimilijan Matjaž pa Andrej Saje in na spletni strani škofije Celje je bilo objavljeno celotno besedilo v 33 točkah. Jaz sem potegnil ven samo tole. Ne živimo v dobi sprememb, ampak smo priče spremembi dobe, celotne dobe. Ne samo male spremembe, doba se nam spremenja. Zdaj bom šel v nekako realnost razmer, pa vse vas povabim, da spremljamo taka morda drobna znamenja časov. Tako tudi, ko smo doma, da spremljamo drobna znamenja časov. Glejte, prvo, kar je zavrgli, smo Boga. Ne zdaj, mi ne. Ampak, gledajte, kot družba, jaz bom gledal, kot družba smo zavrgli Boga, vrgli smo ga dol z oltarja, šli smo v proces sekularizacije, kot družba živimo, kot da Boga ni. Šli smo v hedonizem, uživaštvo. Gledajte, poglejte pozdrav, ko gre danes otrok v šolo. Uživaj. Kaj so naše mame rekli? Ma kaj šola biti za uživati? To je delo. Naše mame, pa ti so rekli, v šolo greš, uč se, dobro deli, doš kaj znal. To je šola, ne pa uživati. Otroku prijazna šola, smo temu rekli. Zakaj pa delo, učenje prijazno? Ja, lahko, če delo vzameš kot prijazno. Moralni relativizem, zanikanje temeljnih bioloških danosti. Danes živimo v času, ko je 70, morda že 90, nas spremljam zelo ažurno spolo. Bog je rekel, kot moškega in žensko sem vas ustvaril. 2. Imamo zdaj preko 90 spolov. Danes je takole, da arheologi ne smejo, ko najdejo okostje, poimenovati žensko ali moško okostje, ker ne vemo, kako se je takrat človek počutil. Kot moški ali ženska. Danes smo v času, ko deklica, fantak, pri 2 letih ugotovi, da ni fantank, ampak je punčka, starša to spremeta, podpirata in pri 10 letih je ta punčka fantak, manekenka in aktivistka za trans otroške pravice in si ga odreže. In se blokira puberteta, da se bo potem sam odločil, kaj pravzaprav je. Jordan Peterson je rekel liars and butchers, lažnivci in mesarji. Poimenoval je s temi besedami psihologe, psihoterapevte kot lažnivce in kirurge
kot mesarje, ki mesarijo naše otroke v nepopravljivo škodo. Priča smo razvratnim spolnim praksam, a ki treba še dodati. V Ljubljani, no, vse ne po podeželju, po mojem, v Ljubljani. Razvratne spolne prakse, posilstva omamljenih deklet privezanih na radiator in zbudila sem se z njegovim 3 pikce v sebi. To je bila, smo brali. Kultura smrti, splavi, evtanazija se nam pripravlja zdaj, ni rodovitnosti. Mlade ženske pravijo, jaz se ne bom poročila in ne bom imela otrok, ne bom rojevala otrok v ta svet, zato ker ne vem, če bo še dost kisika zadihati za mojega otroka. Ker pa je Bog dal v nas rodovitnost, je želja po rodovitnosti seveda je v nas položena in rodovitnost vlagamo v kužke. Sprehajamo kužke. Ali je s kužki kaj narobe? Nič. Ali je s posamezno gospodično, ki sprehaja kužke, kaj narobe? Morda nič. Ampak ko pa na tisoče, 10.000, 100.000 žensk na mesto kužkov sprehaja, na mesto otrok sprehaja kužke, potem je pa z družbo nekaj zelo narobe. Prihaja do mešanja svetov. Glejte, podarili smo meje, prihajajo, mačkan bom šel na politiko, pa ne preveč članica ali pa privrženka Gibanja Svobode, Falila Pašič, je svojega bivšega partnerja iz Palestine, ki ga zdaj obtožujejo posilstva mladoletnega dekleta, je rekla, usmerjala sem ga v skupine za samo pomoč in v psihoterapijo, da bi ugotovil, da so te stvari pri nas nesprejemljive. Glejte, ko pridejo ljudje z tega sveta, v naš konc sveta in vidijo na pol gole dekleta, oni pravijo, to pa ne razpolago, ker iz svojega sveta tega niso navajeni. Mešanje svetov, ki bo povzročilo na teh in takih področjih velike konflikte. Prihaja do razkolov in delitev v družbi in v cerkvi. To vidimo. Mi se zdaj razdelimo na vse konce in kraje. Ne zdaj samo med po politiki, tudi v družini, glede na cepljenje, odnos do cepljenja, odnos do COVID-a, na vse konce se razdelimo in smo totalno razdeljena družba. Tudi v družinah se razdelimo na pro- in anticepilce in vse to. Lejte, razdelili smo se tako, kot še nismo bili razdeljeni. Hiša pa, ki je razdeljena, pa ne more uspevati. Tudi v cerkvi. Lejte, gremo pogledati, kaj v Janezu pravi Jezus, kakšni, da smo v cerkvi kristjani. Pravi, to sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ljubite med seboj. Aha, kdo pa? Kristjani. In prve kristjane so poznali potem, da se ljubijo med sabo. To so pa oni, Kristusovi, to so pa oni, ki se ljubijo med seboj. Jean-Marie Špajh je na umestitvi škofa Andreja Sajeta povedal tole, citiram, med kristjani je razširjena neverjetna sposobnost, da se sovražimo med seboj. V cerkvi, tudi na cerkvi v Slovenskem, je veliko bojev in delitev, zaradi teh razprtij cerkev umira. Kaj je rekel Jezus? Kaj je ugotovil nunci za našo cerkev? Ravno obratno, da se sovražimo med seboj. Lejte, mi nismo danes, ugotavljamo znamenja časa. Mi smo danes, bomo prišli do rešitev počas. Katoličani, lejte, postajamo osamljeni. Poglejte, ministra, ki je rekel, ne mečemo biserov svinjam, so rekli, da jih je vzmeril svinjami. Mi še razumemo, kaj je hotel povedati. Svet ne razume več, kaj je minister hotel povedati.
Jih ne vzmerjal svinjami, biserov se ne reče svinjam. Lejte, ne razumemo se več v govorici sami, v pomenih. Ne poslušamo prerokov, plus ni prerokov. Ne poslušamo. Škof Zore, ki ima predigo, a kdo prisluhne? Škof Zore nam ima nekaj zapovedati. Jaz recimo poslušam Jordana Petersona, od Jordan Petersona ima nekaj zapovedati. Od Ben Shapiro nam ima nekaj zapovedati. Danes smo v globaliziranem svetu, lahko iščemo preroke zunaj. Kristijani postajamo osamljeni, izobčeni, šikanirani, preganjani in kmalu nas bodo metali levom. Preganjani bomo. Glejte v Ameriko, ne dobiš več službe, če si kristjan. Ne jemljamo kristjanov v službo sploh. Ker je v Ameriki, smo rekli, pride v 10 letih k nam, zdaj pride prej k nam. Priroška služba je pa nekaj, kar nam je dano po krstu. Koliko ste že slišali, da imate duhovniško, da imate kraljevsko, da imate priroško službo? Morda kdaj ob krstu kakšnega otročička, zdaj si pa dobil 3 službe, boš upravljal, oni tak nič ne ve, kaj manj kaj 1 leto sta ponavadi. Ampak kako se mi zavedamo, da imamo preroško službo, da smo mi glas Boga v tem svetu, da mi prevajamo Božjo besedo v govorico tega sveta, da bo Božje še vstopilo lahko v nas. Mlačni smo. Verniki smo mlačni in nasedamo v majhnih štajerskih vasicah, so volili človeka, ki je trenutno naš predsednik vlade. Maši, kristjani. Pa maši, ko so šteli glasove. Mlačni. Obenem se pa tolažimo statistiko. V Sloveniji je 73,76% katoličanov. Ja. Morda krščenih. Tolažimo se. A je to kaj novega? Pridigar je rekel, kar je bilo, bo spet, kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo, nič ni novega pod soncem. To je že bilo v časih starih Izraelcev, to je bilo ob času propada Rimskega imperija in zdaj bomo šli v 2 primera, enega bom podrobno razložil, enega bomo pa, kdaj kasneje ga bom pa samo nakazal. Lejte, bomo šli v primer babilonske sužnosti. Božje ljudstvo je bilo zelo stran od Boga. Izraelci so imeli navado hoditi stran od Boga kar naprej. Oni so se približali Bogu, pa šli od njega stran, pa jih je Bog, jaz rečem, zlajšto čez hrbet, da je zapekel, pa so se mu spet približali. In Bog ima takole take načrte za nas, on ve, da smo mi taki in ima načrt rešitve tudi za take, ki so bili stari Hebrejci, Izraelci in taki smo tudi mi danes. In v času, ko tole govori pred babilonsko sužnostjo, so šli oni stran. Kaj se jim je dogajalo? Zavrgli, odpadli so od Boga. Potegnite paralelo z mojo prvo točko prej. Odpadli so od Boga. Oddaljili so se od mene, prav Bog, in so šli z puhlimi maliki. Malikovali so. Vete, kaj mi malikujemo? Ni malik samo tista ogromna podoba Boga. Mi malikujemo. Kaj že? Denar, srečo, moč, take stvari mi malikujemo. Celo ženo lahko malikuješ. Vse, kar daješ pred Boga, je tvoj malik. Otroke danes malikujemo. Ko danes rečeš, kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju, pa rečeš žena, oseba, ne? Oseba, tudi Bog, ampak dajmo ustati zdaj na tem nivoju. Ne, otroke delač so za koncem. Ne, Bog ni tako rekel. Vete, malikovanje. Takole, on jih je nakuril. Se pravi, Bog vedno išče reševalne operacije za nas.
In ena reševalna operacija je bil prerok Jeremija. Prerok Jeremija, revček pri 17 letih, ga je Bog poklical, evo, šel boš, nič kot če ne znaš govoriti, jaz ti bom dal govoriti. In je šel, ni se poročil, tepli so ga na vsakem vogalu, ampak on se tudi na vsakem vogalu drl, kakor se je mogel. In je govoril, prevajal je Božjo besedo za ljudstvo. On je stanil, berite Jeremijo, zgodila se mi je beseda Gospodova rekoč, dvopiče, pa je povedal, kaj se mu je zgodila. A se nam tudi lahko zgodi beseda Gospodova rekoč? Ja, lahko, saj jo imamo zapisano, beri in se ti bo zgodila beseda Gospodova rekoč. In jo prevedi za današnji čas. On je nakuril vse, pa orang, in jih je tudi fasil, zato mu rečejo jokajoči ali jamrajoči prerok. Nekateri mu ne rečejo Jeremija, ampak jamrarija. Vaši očetje so se, da vas gledam očetje, tam so se očetje oddaljili od mene in šli za puhlimi maliki. Duhovniki niso rekli, kje je Gospod. Čuvarji postave me niso hoteli poznati in pastiri so se mi upirali. Duhovnike na koru tistega časa. Preroki so prerokovali v Baalovem imenu. Kdo je bil Baal? Baal je bil tuji bog, katerega značilnost je bila med drugim tudi tempelska prostitucija in žrtvovanje otrok. Kaj imamo mi danes? Oboje. Žrtvovanje otrok tudi. Moje ljudstvo pa je svoje veličanstvo zamenjalo z nečim, kar ne more pomagati. Osupnite nad tem nebesa, zgrozite se vsa presunjena, govori Gospod. Moje ljudstvo, evo je šlo stran od mene. Kaj Bog pravzaprav učita izraelski skupnosti? Da so pozabili na Boga, ki jih je reševal, da delajo hudobije, da delajo spolni razvrat, Jeremija jih nakuri z zelo sočnimi izrazi. Na vsakem griču in pod vsakim zelenim drevesom si poležavala kot vlačuga. Kdo pa? Moja prestolnica Jeruzalem. Moja prestolnica Ljubljana tudi to dela. Lahka kamela si, ki teka vse naprek. Divja oslica, ki lovi sapo v divjem poželenju. Kdo jo bo zadržal, ko se goni? Goneča oslica si moj Jeruzalem. Laž sem sočen, no sej. Aj kakšen otrok tle. Ampak to je Božja beseda, ljudje Božji. To je Božja beseda. Bil je noro. Žrtvovanje otrok. Sezidali so Baalove višine, temple na hribih, sežigali sinove, otroke v ognju, kot žgalne daritve Baalu, čeprav tega nisem zapovedal, Bog tega ne zapoveduje, nikoli sežiganje otrok. Podivjanost. Da prispodobo divje trte. Jaz sem zasadil plemenito trto, vi ste se izrodili v viniče, v divjo trto, podivjali ste. Ljubezen do tujega, pa si rekla, kaj ti tujce ljubim in hodim za njimi, prestolnica Jeruzalem. Pejte po Ljubljani. Kakšna glasba, koliko je naše glasbe, koliko je naše? Hrvaška, teže rečemo naša, v glavnem pa tuja. Zdaj smo bili v enem lokalu, tuja glasba, se sploh ne veš kaj, ampak nekaj v angliščini ne bijavate. Pehanje za denarjem, kajti vsi od najmanjšega do največjega se pehajo za dobičkom. Varajo vsi, od preroka do duhovnika. Vsi, pehanje za dobičkom. Sprenevedanje. Meni kažejo hrbet, to vse govori Gospod, meni kažejo hrbet, ne obraza. V svoji nesreči pa govorijo, vstani in nas reši, Gospod. Je tralala. A ja, sam za takrat je dober, ko smo čili iz to strane. Sam takrat, moj Gospod. Glejte, Jeremija, nič novega pod soncem. Nič novega pod soncem. To se je dogajalo Izraelcem in Jeremija tudi že govori, kako
kako se bo to, kakšne so rešitve, že Jeremija govori, kaj ti njemu se je zgodila beseda Gospodova rekoč. Gospod mu je povedal, kaj pa kako je treba. Poziva narod, naj se spreobrne in vrne k Bogu. Aha. Skozi prevajajte v našo realnost, ne? Narod, spreobrne se in vrni se k Bogu. Evo rešitev. Vrni se od padnica Jeruzalem, govori Gospod, ne bom vas več mrko gledal, kaj ti dobrohoten sem. Naš Gospod je dobrohoten. Dokler se oddaljimo od njega, pa vendar je dobrohoten do nas in išče on rešitve za nas. Narod pa to zavrne. Tako je. Pri Jeremiju še, ne? Do zdaj še niso bili tepeni, ne? Razumemo, niso še bili tepeni. Narod to zavrne, pravi Gospod, ustavite se na poteh in se razglejte. Vprašajte po stezah starodavnih časov, kjer je pot k dobremu in hodite po njej. In boste našli počitek svojim dušam. Pa so rekli, ne bomo hodili. In mi tudi še govorimo, ne, zaenkrat, ne, nam je še v redu. Ne hodimo. Bog pa tudi napove, da bo prišel poganski kralj. Nebukadnezar. Jaz sem šel pogledati, kje je bil Babilon včasih in kje je Jeruzalem, 960 km je vmes. Nebukadnezarja je na 1000 skoraj kilometrsko pot poslal v Jeruzalem, da ga je Bog. In sicer pravi, ker niste poslušali mojih besed, glejte, pošljem po vse rodove severa, govori Gospod, in po babilonskega kralja Nebukadnezarja, svojega služabnika. Bog uporabi celo poganskega kralja poganskega ljudstva, da pride narediti, kar mu je Gospod zapovedal. Paralela, ki že prihajajo shoda, pripadniki poganskih kraljev k nam reševati našo situacijo in Bog morda uporabi to za nas, da uvidimo. In Nebukadnezar je res prišel, opustošil Jeruzalem, odvedel elito v izgnanstvo, ne vse, elito, mlade, lepe, močne, pametne, perspektivne. Ljudstvo je pustil tam, Jeruzalemu je podaril obzidje, je odnesel zlato posodje v svoje temple in je bilo. In kaj je pa za narediti? Ne? Tudi Jeremija že predlaga, kaj je za narediti. 29. Šele, in pove tudi, koliko časa bojo tam čičkali, šele, ko se Babilonu dopolni 70 let. 70 let boste tam. To je doba enega življenja. Boste lepo. V psalmu 137, ne? By the rivers of Babylon. A se kdo spomnite pesmi? Where we sat down. Kjer smo sedeli? V babilonskih rekah. Yeah, we wept. Jokali smo. And we remembered Zion. In spominjali smo se Siona kot prispodobe Jeruzalemskega templa. Tam smo čičkali. Kaj smo delali? Ohranjali smo kulturo, ohranjali smo vero. Je naše. Ohranjati kulturo, ohranjati vero. Kultura pa še tudi jezik. Ohranjati vero. 70 let boste tam. Vem za načrte. Zdaj pa Bog pravi, vem za načrte, ki jih imam z vami. Načrte blaginje. Wow, Gospod, a načrte blaginje imaš za nas, dej nam načrte blaginje, dej izpolni že enkrat te načrte blaginje. Ja, čakajte. In ene sreče in vam dam prihodnost in upanje. Evo, to je njegov prvi stav. Klicali me boste, vse me boste klicali in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti. A ni dober ta naš Bog? Lega, še niso šli v služnost,
Oni bi lahko rekli, oja, gospod, ja, se te že iščemo. Niso mu verjeli, niso imeli vere, da se bo kaj zgodilo, to, kar ta norc, ta Jeremija, tle po vseh kotih razglaša. Niso še verjeli in niso šli. In še na koncu pravi, pripeljal vas bom nazaj v kraj, odkoder sem vas odpeljal v izgnanstvo. Evo, to je naše upanje. Ta zgodba je čista paralela, z našimi časi je ta zgodba paralela. Evo, naslov tega predavanja pa je dobesedno, da bodo v naših družinah rasli Danieli. Evo, veci imajo Daniela, v njihovi družini raste Daniel po defaultu, fantko je ime Daniel. Jaz sem pa tole zmalo napisal, da bodo rastli Danieli kot fantki, ki bodo podobni Danielu iz Svetega pisma. Preberite Danielovo knjigo od 1 do 6, to bom zdaj uporabljal. Evo to. Daniel je bil star, tam je 16-18 let, mulc, domače, najstnik, takih, so naši najstniki. Pa trije njegovi prijatelji, jih bom poimenoval, pa jih ne bom stalno, Hananja, Mišael in Azarja, to se pravi 4 mulci, v katere je Bog položil je položil rešitev Izraela. Vajte, 4 mulci. Mi živimo danes v časih demokracije, takrat ni bilo demokracije. In mi ne verjamemo, da se bo kaj zgodilo. Danes mi demokratično ne moramo več zmagati. Absolutno ne. In ne bomo več zmagovali z demokracijo, ker je zmedenost tega sveta tako velika. Glejte, en filmček sem gledal, prizor iz Danske, monarhije kraljevine Danske, ko je nek besedni spopad med Arabci in med Danci, pa arabski mlad moški pravi, pa koliko imaš ti otrok? Enega, dva, ali koliko imaš? Koliko? Jaz imam 5, pa še jih bo. Čez nekaj časa bo Danska arabska. En moj prijatelj prav, ni lep izraz, vas bomo z vašo demokracijo. Glas norca v demokraciji šteje ravno toliko kot glas modreca. Samo biologija. Mi smo biologijo zavrli. Mi pravimo, biologija, ne velja. Biologija ne velja. Vete, ampak ne želim vzeti upanja, ampak želim pa upozoriti, da so časi resni, pa da je čas, da mi začnemo delati Daniele. Da je moj sin, moja hčerka, tvoj sin, tvoja hčerka, da so to Danieli. Pa bom zdaj Daniel opisal, kakšen je kot en tak model. In jih potem delamo. Pa kdo dela? Ja, mi dva delava, ampak zdaj pa stalno, kako delava? Tako, da so mi dva taka. Ne, da jih mi takole ukalupljamo v neki, ampak mi ukalupljamo sebe v neki pomišljaj, v Božjo besedo, v molitev, v sakramentalno življenje, v resen odnos z Bogom, da bodo naši otroci Danieli, pa Danielke, bom rekel. Glejte, kakšen je bil Daniel? Pa te 3 fanti. Mladeniči, brez vsakršnega madeža, lepe postave, izvedeni v vsaki modrosti, vešči v znanju, bistri pameti, dovolj močni, da bi lahko stali v kraljevi palači in bi jih lahko poučili. To se pravi, imajo nek potencial za učenje. A so vsi naši otroci tako izvedeni v modrosti, močni. Nekaj je prirojeno, nekaj je privzgojeno. Mi v Dižu smo se malo odločili, da najprej začnemo pri decih. Dec, ti si tak, da moraš biti počas sposoben hoditi 35 km, če nisi hendikepiran. A danes še ne moraš nič hudega, 6 mesecev pa 1 let treneri, pa boš lahko šel. Evo to. In ko boš ti tak, boš lahko tudi tvojemu sinu rekel, pej z mano, greva v malo divjino, bova 3 dni skrb hodila po 30 km, treneri boš pa lahko šel. Ampak najprej si ti tak, da lahko tvoj sin postane močan, da ima mišice. Glejte,
da so odporni na senzualne užitke, kako se je to kazalo pri Danielu. Tukaj so jim spremenili imena, so rekli, lejte, 3 leta se boste izobraževali v naši kulturi, so jih inkulturirali, kako se reče, inkulturirali, dali so jim za jest kraljevska jedila in piti sladkega kraljevega vina. In mulci, lejte, mulci, stari 17-18 let so rekli, ne, mi namo se upivali z vinom, mi namo jedli kraljevih jedi, prosim, zelenavo. Sočivlje. Koliko naših otrok bi rekel, ne, stari, no, mi kraljevega meska jedli, pa potičke, mi bomo zelenavo. Vina namo pil, mi bomo vodo. Glejte, to je prispodoba za senzualne užitke. Za vse senzualne užitke. Kot hrana, senzualen užitek. Spolnost kot senzualen užitek izven zakona. Ne, prej ne. Se obračajo k Bogu za vsako figo, bi rekel figo, so se obrnili k Bogu. Lej, tam je imel Nebukadnezar sanje, boste prebrali to zgodbo, nočem bi čist podrobno. Sanje, oni modeli, razni čarovniki, razlagalci sanj v njegovem kraljestvu, jim rekel, razložite mi te sanje. Oni so rekli, ja, ne, najprej kralj povej nam, kaj si sanjal, mi ti mu razložil. Ne, če ste vi pravi razlagalci, mi povejte, kaj sem sanjal in pa mi vi razložite. So rekli, to pa ne gre. Ampak se je najdu Daniel, ki ni rekel, jaz znam razložiti, ampak je rekel, Gospod razlaga sanje in ti, pa pokličete svoje mulce. Prav, fantje, dajmo moliti, da bo Bog preko mene spregovoril kralju. In Bog je preko njega spregovoril kralju. Potem se je zgodilo, da je kralj rekel, tvoj Bog je to prav Bog, tvoj Bog je to prav Bog. To je bila prva taka težna k spreobrnenju kralja. Pazite malo, kaj se dogaja tole. 17-18-letni 3-4 mulčki spreobračajo najmogočnejšega kralja tistega časa. Kje je zdaj tle demokracija? No, se takrat ni bilo demokracije, je bila monarhija očitno. Ampak gledajte, možnost je za Daniele. Možnost je, da en od naših sinov postane Daniel. In kaj se Danielu zgodilo? Postal je druga oseba v kraljestvu. Ti si tako moder, evo ti dajem so to pokrajino, da upravljaš z njo. Postal je predsednik vlade, bi rekel danes. Politik z neverjetno močjo. In Daniel je rekel, joj, imam je še tele 3 fante, ne? Te dajmo pa za guvernerje. Pa so tu Danieli, ne? Dajmo pa za guvernerje. In so rata politična elita v najmogočnejšem kraljestvu tistega časa. A ni to zanimivo? Se pravi, spreobrnejo kralja. Potem, gledajte, Daniel je potem živel, menda 81 let, bil je na najvišjih položajih v 3 kraljestvih. 3 kralje je on doživel. Kralji so se menjali, vlada je ostala. In je spreobrnil 2 od 3 kraljev. En je bil trmast do konca, tako kot se med nami to dogaja in se ni spreobrnil. Ampak 2 kralja od 3, ker jih je on doživel, je spreobrnil on in njegovi 3 tovariši. Če rečem on, predvidevajte, da je bil to tim 4 mladih fantov, ki pa čez nekaj časa že niso bili več tako mladi. Se mu zahvaljujejo, ne? Daniel zna razlagati se, ne, to nisem jaz, to je Bog. Vete, jaz se spomnim vedno Bojana, sem mu enkrat rekel, Gospod, je rekel, en je Gospod, Bojana dolje, en je Gospod. Obrnite se na Boga. Jože Plut je rekel, enkrat sem ga hvalil, kaj dobro je podcaste snimal, oziroma ne take nagovore, je rekel, kar je dobrega je od Boga, ostalo je pa moje. Kar je dobrega od Boga je ostalo je moje. Glejte, eno tako držo. In ti mulčki po 18 letih, evo, Bog je to naredil, ne mi. Poskrbel je, kot sem rekel, za svoje tovariše.
Te modeli ne zapustijo Boga, če tudi je vroče. Kako pa je bilo vroče? V peči. V peči. Kralj je rekel, ko bo zašpilal ansambl, se boste klanjali, kako že moji podobi, kako že čakajte, zlati podobi. Evo, se boste klanjali, se vrzite na tla in molite mojo podobo. 30-metrsko podobo je dal kralj narediti napuhnen kralj, a jaz sem rekel, da je spreobrnenje naredil. Ja, sam napuh še ni šel iz njega. Napuh gre dokaj kasno iz tega. Podobo naredil. Mulčki so rekli, pravijo, molite, če ne greste v peč. Gremo v peč in naš Gospod nas bo rešil, pa tudi, če nas ne bo rešil, tebi se nam oklanja. Se pravi, niso dali kralja pred svojega Boga tudi za ceno življenja. Evo, to je Danijel. Evo, to so, ampak, tle niti Danijel ni bil. To so bili 3 samo njegovi prijatelji, ki so šli v peč. Bili taki Danijel, vsi so gledali Danijel, 4. V peč. In so šli v peč. V peči se še ena oseba pokazala, še ena silhueta, pravimo angela, ki Gospod je poslal svojega angela in jih je rešil. Kaj je bilo? Spreobrnil se. Kralj se je lepo spreobrnil. Potem so te modeli napredovali do kralja Dareja in Danijel je bil toliko nedosegljiv za vse tiste babilonske politike, da so ga imeli poln kufr. Pa so rekli, dajmo nekaj narediti, ne. Danijel je zaradi svojega odličnega duha močno prekašal uradnike in politično elito, tam tisto elito, ki je bila pod njim, ne. Pa dajmo nekaj narediti. Nikjer ga ne bomo dobili mogoče na področju njegovega Boga. On vsak dan moli Boga, ne, in bomo kralja prepričali, naj izda odlok, da če kdo karkoli vpraša, prosi kogarkoli drugega razen kralja, ga je treba vršiti levom, usmrtiti, vršiti levom. In Danijel pravi, Danijel je vedno malo pri odprtem oknu, to nekaj pove v naših Danijelih, molil je pri odprtem oknu, da so ga vsi videli, 3-krat na dan je pokliknil na svoja kolena, molil in slavil svojega Boga, kakor je delal že prej. Tudi pod to breko grožnja, vrgli te bomo levo, je on še vedno molil. Seveda so ga videli, če molil pri odprtem oknu in so rekli kralju, evo, vrž ga v jamo, kralj ga je vrgel v jamo s težkim srcem, žalosten je bil, ampak ga je vrgel v jamo in evo, a levi, a so okej, koga Danijela požrli? Ne, niso ga požrli. Gospod ga je rešil. In se je še Darej spreobrnil. Glejte, ste prevajali te naše Danijele. V nas sami, mi ne bomo Danijelov delali še enkrat z neko silo, ampak kvečemo jih bomo z zgledom potegnili, da postanejo Danijeli. In vrnili so se po 70 letih, tako kot je Bog obljubil, obnovili so obzidje, tukaj ne bomo šli naprej, in obnovili so vero. Nehemija, preverite si za doma, Nehemija je bil tisti, ki je pozidal, pa ekipa cela, so pozidali nazaj obzidje pod njegovim vodstvom. Ezra je pa kot duhovnik je pa obnovil vero spet nazaj, ki se je v 70 letih, tudi če so kot Bonnie M. pel o babilonskih rekah že zgubljati začeli. Kako sedaj mi dva v vsem tem? Ne? Ni zadelati paniki. Zdaj smo v enih takih nemirnih časih. Vojna na pragu naše Evrope, v Evropi praktično vojna. Ljudje je strah. No, se ena mama obrnila, hčerka pa revkala domov, mami, a bo vojna.
Otrok je strah, nas je strah, imamo preizkušnje, bolezni, vsega življenja, imamo meje odprte, imamo profliktno vlado, čisto po domače rečeno. Ni zadelati panike, odločiti se treba, da je Bog dober. Tukaj stalno v Svetem pismu, če ti kdaj pade na pamet, da Bog ni dober, zato, ko se tebi zgodila leukemija, recimo, Bog je dober, sam ti še ne vidiš vseh milosti, ki zdaj le prihaja. Zate, za tvojo družino, za tvojo rodino. Bog ima dober načrt zate, Bog je milostljiv, ima dobre načrte za vsa področja najnega življenja. Ampak, Sveti Tomaž Akvinski rekel, milost predpostavlja naravo. Bog te ne oblagoslavlja čestitem čičkov, pa ti rekel, Bog, dej že enkrat, pa ne boš nič mrdnil. Milost predpostavlja to, da bomo tudi mi kaj naredili. Bog blagoslavlja tiste, ki se vključijo, tiste, ki naredijo kaj. Molimo, zaenkrat, dajmo začeti dobro moliti. Dobro moliti. Vključimo Boga vse naše mišljenje, vse govorjenje v delovanje. Ne prenehoma molite. Ne prenehoma molite, v Svetem pismu Pavel rekel. Evo, kaj to pomeni, ne bomo rožen ven stolkal cel dan, ali kaj? Ne. Zjutraj, ko vstaneš, rež, ne bo ta dan, Gospod, tebi posvečen, ki ti kaj nagaja, daj, Gospod, imaš ti kakšno rešitev za tole mojo bedno situacijo. Lej, na šiht grem, daj, Gospod, tam bo ena zoprna šefica, kaj ste, deva malo zmolit za njo, no, lej. Ne? Ja? Oj. Budil sem otroka, bom potiham bolj. Dajmo mi pogledati na vznoter in ne se ukvarjati s tem, kaj je zunaj. Tele sem zapisal. Namenoma se ukvarjajmo s tem, kaj bi jaz, kaj bi midva, kaj bi mi, kot zakonska skupina, kot regija, kot družina in življenje, lahko se vključili v Gospodov namen, kako bi se lahko vključili. Jaz, midva z ženo, naša družina, naša zakonska, naša regija, naš diš, vključili v Božje načrte. In ne, kaj morajo drugi narediti, da se bom jaz lahko, midva z ženo, naša družina, naša zakonska, naš diš lahko kaj naredil. Da se stalno ukvarjamo s tem, kar je zunaj, in ne pogledamo na vznoter. Na not pogledamo, na mene, na naju, na mit, na nas, na takole. Delujemo skratka znotraj vpliva, ki ga mi imamo. Kje imamo največji vpliv? Ja, na sebe. Sebe najlažje lahko, pa ne sam, ne, Gospod, daj brcam me. Jaz se toliko težko, daj Gospod, daj me ti, ne. Lej, len sem danes, ka fuks, daj neki, no. Lejte, tule je največji vpliv, preko tega vplivam na tiste moje bližnje, ki me gledajo. Če kaj razmišljaš, kaj bereš, kaj napišeš, kaj poveš, imaš vpliv še malo naprej. Mi si predstavljamo, da te naše podcaste posluša kar nekaj ljudi in imamo pač vpliv s večjimi zvočniki, ki smo jih včasih lahko imeli. Kaj je dobro? Lahko se deramo bolj na glas, bolj na široko. Der se še ti, derta se še vidva, naj se dere vaša zakonska, naj se dere vaša regija, naj se in dište pa tu derejo. Ampak dermo se, ne kar neki, ampak gor pogledamo, kaj pravi in to povem. Imeti Boga zares. Jaz sem imel občutek, da sem ful dober kristjan. Do diža, ko sem opazil, kako te modeli tle v dižu, 16. sem šel, veš, te kar neki molje, prišel, da bo se kar molje. A veš, Dani pa vidimo, če 40 let molta, ja pisam, kakšen bi jaz bil, če bi 40 let molil, jaz začnem pa tam pa 55, malo Božjo besedo prebirati. Pa se že pozna, kaj šle, če to 40 let delo. A veš, jaz pravim, daj začnita. Molt, vsak se malo useta, Božjo besedo preberta. Daj začnita to malo študirati. Poišta si učitelje, kdo so naši učitelji? Cerkveno učiteljstvo, kdo so to? Škofje. Praši škofa. Škofi nimajo cajta, imajo. Oni imajo to službo, imajo. To je njihova služba, imajo. Župnika imaš tamle, praš ga,
Pa še ne vem, da ti bo bolj odgovoril. Gnjavi ga, da ti bo odgovoril. To je njegova naloga. Biti cerkveni učitelj, razlagalec, ker mi zabluzimo lahko. Svetopismo ni čisto enostavna knjiga došti, kar se ti spomniš, je pa tam res. Daj to malo študiraj, malo presojaj, Malo presojaj, malo vpraš, malo relevantne vire poiš in gas. Zakramenti. Vsak teden pejta za nalaž še enkrat k maši. Pika. Sam to delaj. Kjer dan pa nič, kot en dan. V nedelo itak in tam začni poslušati. Tam mi ne poslušamo svoje truplo, tja pripelamo, to truplo tam sedi in srca tukaj zraven ni, to truplo počaka 3/4 ure in ti to truplo dan, ko si vkuha. Posluši, kaj se tam dogaja. Vključi se. Bodite v skupnosti. Človek izločen iz skupnosti zabluzi. Zato je Bog cerkev naredil. Je rekel, zato je Bog cerkev naredil, da se tukaj mi malo drajsamo drug ob drugega, najprej doma z ženo, se orang drajsaš, ne zdaj tako je se pravi, vse tiste koničke, ki štrlijo, iznajo, si jih midva obrusiva skozi leta in postajava drugačna človeka. Isto v zakonski skupini, isto v regiji, v družini in življenju, se mi to takole med sabo, drajsamo, ni dober izraz morda, kako? Brusimo, evo, ja, drajsamo. Brusimo, hvala. Bodite v skupnosti. Glejte, bodita zahtevna, do koga pa? Najprej do sebe. Spet najprej do sebe, do svoje žene, ampak ko bo videla, da si ti zahteven do sebe, upaš, da bo ona tudi postala zahtevna. Glejte, ja tu izkot kažem, do sebe zahtevni smo do naše ekipe. Jaz se spomnim, sem prišel v službo, v družino in življenje, ali bo tvoja Marinka to podpirala? Marinka, boš ti to podpirala? Bom. A Božja beseda vsak dan? Boš to? Bom. Evo, amen, gremo, konc. Zahtevni do sebe, do najožje ekipe najprej in pa potem ste vi že kar na vrsti. Postati zahteven do vseh vas. Zakaj pa? Zato, ker so taki časi, ki sem od začetka opisoval. Zato, ker želimo narediti Daniele. Zato, ker želimo ohraniti vero. Praktično, kako pa to zdaj praktično? Dajte, to je pa zdaj, ne bom še tole v podrobnosti. Bom pa eno knjigco napovedal z Danijo in zdaj berava Benediktova opcija. Dajte, ker že Benedikt je v 6. stoletju, ko je razpadalo rimsko cesarstvo, ki so bili Rimljani glih taki, kot so bili prej Hebrejci, ali te Izraelci, ki sem jih opisoval, razvrat, od severa so prihajala poganska ljudstva, rimsko cesarstvo je razpadlo in takrat je bila krščanska vera razraščena po vsem rimskem imperiju in je bila velika nevarnost, da se vera izgubi. Kaj, kdo se najde? En Tipson, sveti Benedikt iz Nursije. On je šel z Fajmoštra študirati v Rim, je rekel, če hočem jaz obdržati Božje kraljestvo, mora imeti iz Rima. Pa je šel iz Rima, ki je videl razvrat v bogoslovju, takratnem. In je šel ven v eno luknjo, v votlino in je molil. Molil je se pustil, orajt laborat in je nekaj delal. On čisto od začetka so mu hrano po špagi dol spušal. Potem so pa rekli, ta tip, kako mu je? In so se okoli njega začeli zbirati. Prvi benediktinski samostani, več benediktinskih samostanov, okoli katerih so rasle vasi. Te samostani so bili centri duhovne stabilnosti, pazi, naše župnije niso centri duhovne stabilnosti. Vsak jo vidiš, vsak jo ne vidiš. In mi bomo kmalu začeli iskati centre duhovnih stabilnosti, se naseliti okoli njih in začeli jemati Boga zares. Bomo šli v orajt labora, bomo šli v asketizem,
bomo šli v stabilnost, ne bomo begali kar naprej po svetu. Benedikt ima stabilnost. Prideš v samostan, do konca življenja sklej. Pa sem begal. Si sam boš iskal nekaj, kva bo boljš, kje je boljša žena, kje je boljš to, kje je boljš v točah, kje je boljša destinacija, kje je kva, vse boljš. Begamo. Benedikt pravi, da premier bo, pa malo se poglobi. Lejte, ne bomo šli tule v podrobnosti, začeli bomo to iskati, za začetek moramo pa priznati, da z demokracijo kamor napridemo, da smo mi tukaj izločeni in začnimo jemati Božjo besedo pa tradicijo cerkve zares. Poglejmo, koga se je že dobrega zgodil par stoletij nazaj, nekaj več kot par stoletij nazaj, in zgradimo kontrakulturo. Kontra se sliši, mi smo pa kontra. Ja, smo. Ker mi smo v tem svetu, pa nismo od tega sveta. Mi smo zdaj že kontra, zato ker smo za Boga drugače. Tako da, tole se nam bo dogajalo. Mi imamo tole dobro preštudirati, to je ena takih. V Ameriki vidim se že to dogaja. Okoli benediktinskih samostanov nastajajo najprej zaselki, naselja in tam. In mi bomo, a bomo tukaj noter mi zaprli se v obzidje, me je provociral Matej Cepin v podcastu. Dajte poslušati, z Matejem Cepinom sem imela tole podcast na to temo. A mi smo pa kar zaprli. Ja, tudi celica se kar zapre, če hoče preživeti. Mi se bomo mogli zapreti, preživeti, narediti Daniele in potem skozi vrata. Celica ima tudi vrata za ven pa not. Vse koncih in kraj za ven pa not. In potem bomo po dva ven pošiljali v svet in nazaj evangelizirali. Zaenkrat moramo pa mi reči, ne moramo tako, ampak bomo zgradili močno kontrakulturo in potem gremo. Takole, imam kaj za na konc. Evo ti ne. To je predvidel že papež Benedikt 16. Mislim, da zanimivo. Jaz berem Benediktovo opcijo in potem ugotovim, da je papež Benedikt 16, ki ima ime po tem modelu iz Nursije, je rekel, dobesedno navajam, napovedujem svet, v katerem bo cerkev živela v majhnih krogih predanih vernikov. A imate idejo, kjer bi bili te majhni krogi predanih vernikov? Naše zakonske, naše regije. Tudi mi smo še vedno majhni, tudi se vdiš, predanih vernikov, ki bodo intenzivno živeli vero in bodo morali biti zaradi ohranjanja resnice. Kjer je resnica? A ja, kdo že rekel resnici kaj? Jaz sem pot resnice, jaz sem pot resnica in življenje, ki bodo morali biti zaradi ohranjanja resnice nekoliko odrezani od večinske družbe. Ja, točno Benediktovo opcijo, no se ni čudem, kaj Benedikt ne, je lepo upisan. Čaka nas nekje v zasedi nov sveti Benedikt, ki bo zelo drugačen. Ta čas, ko ga še ni, pa morda bo nekdo iz naših vrst, pa mi delamo Daniel. Hvala lepa.